Za vse avanturiste, motocikliste v kategoriji A1 predstavljamo eno redkost med modeli, adventure motocikl španskega proizvajalca Rieju. Rieju je španski proizvajalec z 80-letno zgodovino. Proizvaja predvsem motocikle nižjih prostornin, največji je 500 kubičnih centimetrov. Tukaj pa imamo enega predstavnika, to je Aventura 125, ki spada v kategorijo A1, ki jo lahko po novem vozite z opravljenimi 6 urami v avtošoli. Kaj je značilnost tega motorja? V čem se bistveno razlikuje od ostalih? Sama konstrukcija, se pravi samo sedenje, lega pozicija je neutrujajoča, tako da primeren je za vse avanturiste, ki se veliko vozite. Ko ga prižgemo, je namenjen za 2 do 3 urno vožnjo, brez da bomo po vožnji utrujeni. Se pravi, pozicija sedenja je zelo ugodna, pokončna lega, visoko krmilo, noge so raztegnjene več kot 90 stopinj, tako da nas ne bolijo kolena po dolgotrajni vožnji. Je primeren za popotovanja tudi v dvoje, brez težav, zelo udobno sedita dva potnika, se pravi voznik plus potnik. Primeren je za vožnje vse klance, vse hribe, tako da tudi kakšna vožnja čez Vršič v dvoje ne bo problem s tem motorčkom. Pa bomo še malo razložili tehničnih karakteristik. Opremljen je z agregatom 125 kubičnih centimetrov. Sama moč motocikla je zakonsko dovoljenih 11 kW oziroma 15 konjev. Je visoko odmaknjen od tal, plus dodatno ima kar dokaj ugodno nizko sedišče, tako da je primeren za uporabnike višine 170 cm naprej. Se pravi, vsi, ki ste vsaj 170 cm visoki, boste ta motocikl lahko brez težav vozili. Kaj je še bistvena značilnost adventure modelov? Da imajo kombinirane pnevmatike, se pravi, vožnja po makadamu ni problem, prav tako po asfaltu. Kombinacija 50-50, lahko ga uporabimo za brezpotja ali za asfaltne površine. Sprednje kolo je večje, tako da je zagotovljena smerna stabilnost in posledično tudi zelo dober občutek za vožnjo in varna vožnja. Diski so valoviti, plavajoči, tako da opremljeni s CBS zavornim sistemom. Kaj je CBS zavorni sistem? Central Braking System. Če sprednjo zavoro premočno stisnemo, ne bo zablokiralo sprednje kolo, ker hkrati bremzamo tudi zadnje kolo. Enako je za zadnjo zavoro, če zadnjo premočno stisnemo, bremzamo tudi sprednji del. Porazdelitev zavorne sile brez možnosti, da kolo zablokira. Na voljo je v 2 barvah. Tale je Legend siva barva, legendarna, ker je Rieju praznoval lansko leto 80 let, je uvrstil to barvo za Legend barvo. Se pravi, ob 80-letnici proizvajalca je to legendarna barva, na voljo je pa tudi v rdeči barvi, tako da izberate si lahko te 2 barvi. Opremljen je že serijsko z prtljažnikom, možnost je dokupa kovčka ter dodatna oprema so tudi stranski kovčki z nosilci, ki jih lahko snamemo. Motocikl je zelo varčen, poraba je nekje 2,5 litra na 100 km, tako da rezervoar zadostuje za 400 do 500 km. Zaslon je barvni, funkcijski, tako da imamo dober pregled, lahko menjamo ozadja. Opremljen je tudi z USB polnilno vtičnico, tako da si lahko polnimo kamero ali telefon tudi med vožnjo. Kolikšna je končna hitrost? Končna hitrost je nekje 110 do 115 km/h, kar je nekje veliko v kategoriji A1, saj so zadnji motocikli vsi opremljeni z Euro 5 ekološkim standardom, tako da so dušeni s katalizatorji. Se pravi, katalizatorji na teh motociklih povzročijo, da je končna hitrost nekje 110-115 km/h. Zdaj pa samo še malo, večina se vas zmeraj želi slišati zvok motorja, pa bomo še prižgali. Zagon je seveda električen. Malo počakamo. Zelo odziven, špansko vročekrvni motorček. Rad se vrti v vrtljaje, tako da vožnja v klance ne bo problematična. Saj ga lahko tudi v dvoje, se pravi, vrtimo na višje obrate in zagotovimo dovolj veliko moč za premagovanje vseh ovir, ki so nam na poti.
Aventura torej spada v kategorijo adventure motociklov. V Sloveniji ni na voljo drugega predstavnika adventure motociklov, kot je točno samo ta, tako da si ga lahko ogledate trenutno samo pri nas v Rotoksu na Vrhniki. Lep pozdrav!